Mislim, da smo zdaj že vsi na kupu. Lep pozdrav, pozdravljeni v imenu Slovenske gospodarske zveze. Moje ime je Vesna Hodnik in me veseli, da smo se zbrali tako številčno, ker nas tematika zares zanima, torej kako čez mejo med Slovenijo in Avstrijo. Slovenska gospodarska zveza je zveza, ki obstaja že 32 let in deluje tako na slovenskem kot na avstrijskem področju. Naše čezmejno sodelovanje je seveda vidno v različnih projektih. Imamo 350 članov, ki z nami redno sodelujejo. Delujemo kot gospodarska zbornica, delujemo kot razvojna agencija, kjer pripravljamo evropske projekte, delujemo tudi kot neke vrste poslovni klub za Avstrijo, za slovenska podjetja in pa zelo intenzivno delamo z mladimi, pripravljamo projekte skupaj za njih in jih povezujemo v tej alpsko-jadranski regiji. Razglasitev epidemije pa je seveda vse to naše delovanje malo postavila na glavo. Razmere, ki so se nam zgodile in trajajo že eno leto, so postavile en kup enih dodatnih vprašanj v našem dnevnem delovanju. Pretok blaga, storitev, delovnih migracij, je pravzaprav to vprašanje je že eno leto aktualno in ves čas so neke nove spremembe, zato smo se odločili, da danes vam predstavimo, katere so te neki ukrepi, izzivi oziroma katere dokumente potrebujete za prehod meje. Mogoče zakaj je to tako pomembno, naj samo podam par statistik, in sicer Slovenija in Avstrija med seboj odlično sodelujeta. Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo je približno 6 milijard evrov. Iz Slovenije se po naših ocenah nekje vozi med 23 do 25 tisoč delovnih migrantov, od tega jih je približno 50% iz Štajerske, 40% iz Koroške ter 10% vseh ostalih. Seveda je za velika podjetja tukaj na Koroškem ta delovna migracija dnevna zelo pomembna, zato da so procesi lahko normalno tečejo naprej. Pomemben vidik so tudi strokovnjaki, ki opravljajo svoje storitve v Avstriji. Teh jih nekje približno 1000 na dan, ki migrira iz Slovenije v Avstrijo. Vendar ne smemo zanemariti tudi obratno. Avstrija je definitivno največja investitorka v Sloveniji, kar pomeni, da je velik interes prehoda tudi iz Avstrije v Slovenijo, strokovnjakov in pa lastnikov podjetij. Nekje 760 podjetij je v Sloveniji z večinskim avstrijskim kapitalom, nekje 1000 jih pa z udeležbo avstrijskega kapitala na slovenskem trgu. Torej vse te statistične podatki nam seveda samo nazorno pomenijo, kako pomemben je nemoten prehod meje med Slovenijo in Avstrijo v času pandemije. In Slovenska gospodarska zveza se ves čas že te situacije aktivno zavzema, da so meje ostanejo odprte, da je pretok blaga, storitev in pa delovnih migracij seveda čim bolj nemoten, kajti zaostrovanje teh razmer bo gospodarstvo pahnilo še v eno tak večji prepad in že tako mora biti podjetniki v tem času zelo iznajdljivi in seveda je prost pretok ena izmed osnovnih stvari, ki jih potrebujejo. Ne smemo pa zanemariti in seveda ne pozabimo pa tudi to, da družine živimo tako v Avstriji kot v Sloveniji in je obiskovanje naših staršev, sorodnikov čezmejno zagotovo tudi ena velika tematika, ki jo bomo tudi danes deloma obdelali. In pa tudi to, da se študentje, se pravi kar nekaj dijakov in študentov je, ki se iz Slovenije vozi v Avstrijo in imamo tukaj tudi že nekaj vprašanj na to temo. Imeli ste možnost poslati vprašanja že vnaprej, nekaj vprašanj smo dobili in jih bomo potem tudi odgovorili. Z nami, zdaj pa sedaj pozdravljam Dušan, sem te pustila malo čakati. Z nami je magister Dušan Pšeničnik, ekonomski svetovalec in vodja gospodarskega oddelka na Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju in bo uvodoma zdaj povzel kratke, se pravi, katere so te omejitve in ukrepi, katere morate upoštevati pri prehodu meje. Nato bomo šli pa kar na vaša vprašanja, na konkretna vprašanja in bomo skušali pač čim oziroma najbolje odgovoriti. Torej pozdravljen, gospod Pšeničnik, še enkrat. Ja, lep pozdrav vsem udeležencem, tudi v imenu Veleposlaništva na Dunaju. In še enkrat hvala našemu poslovnemu klubu v Avstriji, Slovenski gospodarski zvezi, za to zelo aktualno pobudo in seveda tudi za odlično sodelovanje. Gospa Hodnik Vesna je že zelo lepo predstavila tale makroekonomski okvir našega sodelovanja z Avstrijo, ki je zelo intenzivno.
In glede na to, da je bil danes res zelo velik interes, predlagam, da se kar usmerim na ta krovni pregled ureditve prehajanja meje, nekoliko bolj podrobno na avstrijski strani, saj vam je slovenski pristop zagotovo bolj poznan, na to pa damo priložnost, kot rečeno, še konkretnim dilemam, vprašanjem. Se pravi, ob uvedbi drugega avstrijskega lockdowna v Avstriji z 17. oktobrom, ki je po kratkem predbožičnem premoru postal oziroma se prelevil kar v tretji strogi lockdown in ta še vedno traja, je Avstrija sprejela sedaj veljavni odlok o omejitvah vstopa v Avstrijo, poimenovano Einreiseverordnung. In ta odlok bo najbolj aktualen pravni okvir naše diskusije na avstrijski strani. Splošno pravilo iz odloka je, da vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogoje varnega vstopa v Avstrijo, se pravi, da prihajajo iz nerizičnega območja države ali pa da so se v takšnem območju nahajali v zadnjih 10 dneh, vse te osebe nemudoma nastopijo z 10-dnevno karanteno. Ta se šteje za končano, ko je predložen veljavni negativni test, ta pa je lahko upravljen šele 5. dan po vstopu. Se pravi, vmes imamo 5-dnevno karenco. Kaj je veljavni negativni test? V Avstriji je sedaj tako PCR test kot hitri antigenski test HAT, ki ni starejši od 72 ur od dneva vzetja vzorca. Na seznamu varnih držav Avstrije je v tem trenutku samo 10 držav. To so Avstralija, Finska, Grčija, Islandija, Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Južna Koreja, Singapur in Vatikan. Se pravi, zelo verjetno nič od tega, kar bi verjetno tudi naše podjetnike zanimalo. Slovenije na tem seznamu ni. Treba pa je poudariti, da je skoraj celotno leto 2020 do tistega trenutka bila. Se pravi, takrat so se zadeve zelo spremenile. Obenem velja tudi poudariti, da je načeloma vstop iz tretjih držav, se pravi držav, ki niso ne članice EU, Schengena oziroma Evropskega gospodarskega prostora ali teh eksplicitno naštetih držav, ki sem jih zdaj omenil, načeloma prepovedan oziroma omejen z izjemami. To je splošno pravilo. Sedaj pa gremo na določeno posebno obravnavo tega splošnega pravila, ki pa je spet usmerjena samo na humanitarne delavce, potem zelo pomembno na osebe, ki vstopajo iz poslovnih razlogov, na razno spremljevalno osebje pri medicinskih postopkih, pri osebah, ki morajo v Avstriji opraviti karkoli na sodiščih, v upravnih postopkih, tudi na tujcih za posebno legitimacijo, kot so diplomati. Se pravi, v teh posebnih primerih morajo te osebe prav tako razpolagati z veljavnim negativnim testom. Vendar za njih ta 5-dnevna omejitev ne velja, se pravi, ga lahko priložijo takoj. In to je pravzaprav slika tega odloka. Dodatno, s 15. januarjem, se pravi sedaj dobrih 10 dni, se je potrebno pred vstopom v Avstrijo in sicer za vse te naštete osebe, je treba izvesti registracijo vstopa, izpolniti tako imenovan Einreiseformular, Pre-Travel Clearance, PTC, in sicer v elektronski obliki na spletni strani. Bomo to spletno stran kasneje tudi pokazali. In na podlagi te prijave boste prejeli avtomatično generirano potrdilo, ki ga boste ali elektronsko ali pa natisnjenega pokazali na nadzornim organom na meji. Se pravi, to je aktualno stanje splošne uredbe. Nas pa seveda najbolj zanima, katere so pa tiste izjeme, se pravi, katere so izjeme, za katere ta odlok sploh ne velja. In te izjeme so prost pretok oseb ali blaga, tranzitni potniki, delavci, migranti, različni vozači in podobno. Za te izjeme tudi registracija vstopa ni potrebna, vsaj do sedaj. Kasneje kaj dodam na to temo. Mogoče si pogledamo podrobneje izjeme, ker bodo odgovorile že na nekatere od izpostavljenih vprašanj. Se pravi, tranzitni potniki, tranzitni promet preko Avstrije. Kolikor ta poteka brez postankov, je to izjema.
Za tranzit se šteje tudi pristajanje na avstrijskem letališču z neposredno potjo vrnitvijo proti Sloveniji. Tudi to se tretira kot tranzit. Posebnega dokazila za to ni,